Fantasy. Radio Fantasy. 6 minut čez pol ura, pustimo zdaj to glasbo na stranskem tiru, ker imava zdaj ponovno to podajanje naše studijske kljuke in v studiu imava gostjo Karolino Maro. Pozdravljena. Zdravo. Pa rečemo dobro jutro ali dober dan. Mi imamo Pa bo že jutranji. dan. Mi imamo jutranjega do 10, pa vedno živa s tem dobro jutro. Ne? Okay, pol pa dobro jutro. In Karolina je v bistvu prišla glih zaradi tega golfanja k nam, ker mi si pa navadi, ker face golfamo pri ščetkanju zopa. Ne? To pa ne bo dobro, ne? Ja, ker baje, da ti si prenesla vražjo zabavo v Celje, ne? Ja. In tam nas boš učila, kako pravilno to delamo. Tako. Vražja zabava v bistvu združuje zabavo, torej zabavni del, programski zabavni del in pa skušamo pomen ustne higiene tudi na zabaven način predstaviti vsem, ki pridejo na vražjo zabavo. Ja? Tako da bomo gledali Dunking Devils tudi med drugim, ob tem pa se bomo učili pravilno ščetkati zobe, katere pripomočke vse potrebujemo, ker se pač ni vse eno, kaj vzamemo v roke za ustno higieno. O tem smo zelo veliko govorili, ampak vedno bliže pa je zdaj ta dogodek. Kje je? Ne? Tu pred vrati je sobota. Tako, sobota na Krekovem trgu v Celju. Začne se uradno ob 10 in traja do 7 zvečer. Pester program, dopoldanski, popoldanski, imamo ob urah določene točke, čez ves dan pa lahko obiskovalci v bistvu vse naše Cura Prox točke obiščajo, kjer bojo izvedeli, kako pravilno držati zobno ščetko, kako jo pravilno uporabljati, kaj potrebujemo za čiščenje medzobnih prostorov. Veliko bomo govorili tudi o fiksnih ortodontskih aparatih in o snemnih opornicah, ki so bistveno bolj popularne v zadnjem času, kako skrbeti za ustno higieno pri tem. V glavnem, ogromno se bo govorilo o zdravju, ustni higieni, zdravem duhu, zdravem telesu. Za vsakega se bo nekaj našlo, od najmlajših do najstarejših, za v bistvu celo družino. Pa bomo lahko tudi kupili kako zobno ščetko tam? Tudi bomo imeli prodajno točko. Mogoče ob tem omenim, tega sicer ne obešamo na velik zvon, tudi do zdaj smo vsako leto in letos ne bo nič drugače, vse, kar pač prodamo po posebnih cenah, na tem dogodku doniramo Zvezi prijateljev mladine. Jaz imam eno težavo. Nimam za karto. Ja, ni treba imeti za karto, dogodek je popolnoma brezplačen, vse, kar se dogaja, je popolnoma brezplačno, vsega, česar se lahko udeležite, je brezplačno. Edino, če si boste privoščili kakšen pripomoček za ustno higieno, kot rečeno, ga lahko kupite na naši prodajni točki, ki potem gre vse v dobrodelne namene. Tako da, ja. Evo, na vražjo zabavo z dobrodelnim namenom. Se pravi, mislim, če gledaš to, ko smo rekli, da je brezplačno, Trkaj, Dunking Devils, Bebop. Ja. Pa plus tega, da lahko še midva postanemo tudi Dunking Devil za en dan, mislim, ne samo midva, vsi, ki bodo prišli. Dunking Devils so pa tisti fantje, ki po trampolinu skačajo in zabijajo košarkarsko žogo na koš. Slikovito povedano, več so v luftu kot na tleh. Res je, ne bojo samo nabijali oziroma zabijali na koš, tudi to, drugače bojo imeli še odbojno steno za trampolinom, kjer tudi določene vragolije pač delajo zelo fascinantno, je to zmeraj znova videti. Kot rečeno, oni so vsako leto z nami, torej zdaj že 3. leto. Letos smo prvič v Celju in smo veseli, da smo malo na drugi lokaciji. Do zdaj smo bili 2-krat v Mariboru, ker sicer naše podjetje ima sedež v Mariboru. Zdaj smo pa rekli, da gremo v bistvu se družiti tudi z ljudmi iz drugih mest, zato ker ustna higiena Pridite malo, Ja, evo, in pridemo na Krekov trg. Ampak, Karolina, jaz sem nagradno vprašanje za tebe. Sicer nagrado ne boš dobila, mogoče boš dobila kako glasbeno željo, ampak na koliko časa menjaš zobno ščetko? Ja, zobno ščetko je treba menjati na vsake 3 mesece iz higienskih razlogov. Marsikdo ščetka premočno in mu ščetka cveti, to pomeni, da so ščetine tako razcvetene, potem je treba ščetko zamenjati takoj, ko se ščetine razcvetijo. Bomo tudi v soboto učili, kako ščetka, da se to ne dogaja, ker zato ni ščetko kaj narobe, ampak smo ljudje pregrobi in to ni okej. Tako da na 3 mesece. Če pa je kako obolenje, recimo
recimo prehlad, virusno obolenje ali karkoli drugega, pa takoj, ko, ja. In drugo nagradno vprašanje, v koliko barvah najdemo zobne ščetke Curaprox? Ja, zdaj osnovnih barv je ogromno. Veste, da Curaprox slovi po teh barvnih kombinacijah in ročajev in ščetin. Drugače pa so tudi posebne izdaje, kjer se najdejo tudi srčki na ščetinah, rožice, bakterije, recimo imamo na otroških ščetkah, malo za motivacijo, da jih je treba odstraniti zob. Tako da bi rekla, da ni konca našim barvam in motivom. V glavnem roza pa modro imate. Roza pa modro imamo. Ja, za vsakega se najde barva. Slišal sem, da je odtenkov več kot 30, no, če me spomin ne vara, zanj je bilo nekaj rečeno. Ja, Maja je v bistvu povedala, jaz nisem zapomnila, ampak vem, da jih je kar ene par. Tako da zdaj si je nagrado zaslužil, ne? Janko? Ne, Janko pa ne dobi nagrade. Janko je pa že danes dal z dobo. Je dobo sendvič pa kavo, dost ima. A to je dovolj? To je dost. V soboto pa prišel po ščetko na Kreko trg. Ja, pridem. Videla sem, da imate drugače tu take velike zobne ščetke. To je glih za moje velike zobe. Ja, ne bo držalo, da je to za velike zobe, v bistvu je to demonstracijska zobna ščetka. Mogoče za kakega konja, ne? Drugače pa v bistvu je fino, da je velikost ščetke prilagojena velikosti človeka oziroma zob, ki so v ustih, tako da mala usta, mala ščetka, imeli bomo tudi baby ščetke s seboj za najmanjša usteca. To je za tebe, Šuši. Ja, kids ščetke za tiste do 12 let in pa potem od 12 naprej lahko imamo že vsi nekje to našo 5460 mi rečemo. Pa različne trdote so, ne? Pri nas so vse ščetke izjemno mehke, samo soft ščetke imamo, namreč za trdo ščetko lahko povzročimo veliko škode na zobeh in dlesnih. Najbolj zaželena je 5460, to je številka, ki je na ročaju zobne ščetke in pomeni število ščetin. Namreč super je. Ja, ščetke 5460, imamo tudi takšno, ki ima 12460. Koliko je to pol ščetin? 12460, 5460, 5460 ščetin, izjemno mehkih, tankih, da pridejo točno v tista mesta, ker morajo, torej rob med zobom in dlesnjo je kritično, tam se največ bakterij nabira in oblog in jih je od tam treba očistiti, zato tudi ko ščetkamo krožimo. Mi rečemo, da rišemo sončke na zobe, zato da so potem dlesni in zobki srečni. No, zdaj pa prosim, Karolina, fejst se nasmej v kamero, da vidimo, kako pridno se ščetka tudi Karolina. Ja, medtem ko jaz rabim mogoče še kaj druga. Se trudim. Zobne ščetke, ki imam narazen zobe, vidiš. Sobota začnemo ob 10, ne? Tako, začnemo ob 10, takrat se začne uradni program. Trkaj je z repki prvi, torej za najmlajše, otroci vemo, da radi zgodaj vstajajo, potem tako da mlade družine, vljudno vabljene, trkaj z repki je prvi na sporedu ob 10 uri in bodo lahko najmlajši rajali z repki, res lušne, rime, noro, kaj vse si trkaj zmisli. Potem pa nadaljujemo, ja, povabili smo k sodelovanju tudi lokalno plesno skupino Plac, plesni klub Plac iz Celja. Trudimo se pač povezovati z lokalnim okoljem. Pa nekaj za prigriznati bo tudi, smo slišali. Tako v bistvu bo postavljen food truck, tako da bojo lahko se malo okrepčali. Sicer pa smo v centru Celja, ne, tako da pač verjamemo, da bojo tudi okoliški gostinci veseli, ker bomo pač pripeljali v mesto ogromno ljudi in strank. Food truck in ostali gostinci, veš, najprej jest, pa zobke operat, ne? Ja, a veš, to je treba, ne? Pa med zobne ščetke. Tako, to je pomembno. To sem zadnjič imela celo študijo ugotoviti, katero načeloma bi ti naj to zobozdravnik povedal. Tako, imeli bomo na Krekovem trgu tudi pop-up zobno ordinacijo. To pomeni, da bodo delali v tej pop-up zobni ordinaciji pravi zobozdravniki in bodo merili velikosti medzobnih prostorov in svetovali in učili, kako se medzobne ščetke uporabljajo. V bistvu bo v okviru dogodka se bojo delili nagradni kupončki.
kupončki. Na teh nagradnih kupončkih se bodo žigi zbirali, torej bo potrebno obiskati 4 mesta na dogodku, kjer bodo dobili obiskovalci žig, če so obiskali to mesto na dogodku. Potem pa ta kuponček odložijo na infostojnici in 50 obiskovalcev bomo nagradili za Curaprox s presenečenjem. Tako da še to, res se bo ogromno dogajalo, res se želimo in se maksimalno trudimo in potrudimo, da ni konca in kraja presenečenjem dobri energiji. Se pravi, da bo vražja zabava, pa še dan poln zdravih nasmehov. Tako je. Za konec vprašanje, kaj pa vreme? Vreme bo. Mi smo se odločili, da vreme bo, do zdaj nam je vsako leto služilo, sej moramo reči, da imamo kar aprilsko vreme zadnje čase. Budno spremljamo vremensko napoved, če bo kakšna ploha vmes, jo bomo prebrodili, nič hudega, po dežju vedno posije sonce, mi bomo tam, tako da sobota od 10 do 7 se vidimo, absolutno. Krekov trg Celje. Ja, super. Lahko zaključva, hvala za tale obisk. Ti boš pa Šuši zdaj povedala, kakšna vremenska nas čaka, ker imaš bolj detaljne poglede, ampak mislim, da to, kar je zdaj povedala Karolina, je kar blizu. Radio Fantasy.